dan. Dober dan. Iz ljubljanskega studija 136, to so silvestrske vesti na vesti. Tokrat začenjamo z letošnjo zadnjo in najboljšo novico. Leto 2010 bo menda boljše kot letošnje leto, je za Televizijo Slovenija prvi program včeraj napovedal premier Borut Pahor. Za nami je najtežji del krize in za razliko od lanskega leta bomo lahko v prihodnjem letu bistveno bolje predvideli probleme in njihove rešitve. Da bi bila in bo tudi v prihodnosti za rešitev letošnjega največjega problema potrebna predvsem dobra vlada, je med letom opozoril tudi Slavoj Žižek. Njegova izjava se je med drugim uvrstila na top naše lestvice za leto 2009. Edino, kar lahko rečem, je ta obča misel, da je po mojem zelo važno imeti dobro vlado v takšnem trenutku kot zdaj, ker veste, srečo ali nesrečo imamo Slovenija, da smo mala država. In velike države imajo neko osnovno stabilnost. Kriza te prizadene, tako kot cel svet, nekje gre slabš, nekje gre boljš, pa se vse zravna. Mala država je pa, da je v takem položaju, kot je sedanji, napačni ukrepi lahko ali bolj kot povprečje uničijo, ali pa lahko najdeš neko nišo, pa še izkoristiš krizo. In moj megleni vtis, če včasih prelistam kak časopis, je, da ne vem, če bi lahko ravno rekel, da v svoji osnovni usmerjenosti, da je sedanja vlada na nivoju tega izziva. Pazi in grem! Težave je poleg gospodarske krize začel vladi povzročati še nov predlog družinskega zakonika. Ob koncu leta smo zato izbrali najbolj izmuzljive izjave tistih, ki mu najbolj nasprotujejo. Poglejmo, kaj vse so nam povedali Janez Janša, Jakob Presečnik, Ljudmila Novak in tajnik pastoralne službe Tadej Stegu. Vsa leta so nas učili, tako pedagogi, strokovnjaki, učitelji, vsi, da je v dobrobit otroka najbolj pomembno, da živi skupaj z očetom in z materjo oziroma v ljubeči družini. Zame družina vsekakor pomeni nekaj lepega, ne? En prostor, ki je lep, ki je trden, ki je stalen, ki je trajen. Družina je skupnost moža in žene, to se pravi očeta in matere, ki uživa. Zaradi tega ni potrebno spreminjati definicije družine in to zapisati v družinski zakonik. Tega ne mogu podprti. Mislim, da pač je to nekaj, kar po nekih naravnih zakonih ne sodi v slovenski pravni red. Mi nikakor ne nasprotujemo istospolnim partnerstvom, to je pravica vsakega posameznika. Ampak to ni družina. Ni potrebno, da zaradi nekaterih posameznikov sedaj to redefiniramo. Mi smo trdno prepričani v to, da ni vsaka stvar družina. Kje je potem ta meja, če rečemo, da je družina pravzaprav karkoli? Zato se mi s tem ne moremo strinjati nikakor. Posebej smo si zapomnili tudi ministra Gregorja Golobiča in njegovo afero Ultra. Zares lažnivi Kljukec se je ob razkritju, da je prikril lastninski delež v podjetju Ultra, za svojo napako opravičil. Morda pa je malo manj jasno, ali mu je zato res žal. Ej, Sever, kaj pa ti misliš? Danes ne prav velik. Kaj pa je še novega? Ja. Razlog je bil en in preprost. Želel sem preprečiti, da bi se podjetje Ultra ponovno in drugič znašlo po krivem v središču političnega obračunavanja, ki je bilo značilno za pretekle in tudi za to volilno kampanjo. To je bil edini razlog, to je bila napaka. Danes lahko rečem, da je to bila napaka, da se za to napako opravičujem in obžalujem. Da pa pri vsem skupaj ni šlo za poskus prikrivanja. Moj namen biti v politiki je bil, kot veste, vedno zelo pogojen in vezan izključno na en pogoj. To je na to, da se vzpostavi in vzdrži neko temeljno verodostojnost politike. To je bil tudi moj namen vrnitve v politiko, moj namen prevzema vodenja stranke zares. In o tem, ali ta moja napaka iz časa volilne kampanje
jemlje to temeljno verodostojnost meni in morebiti stranki, da bi lahko uspešno upravljala očitno za mnoge motečo funkcijo v slovenskem političnem prostoru, to mnenje si bom še ustvaril. Skupaj z kolegi na ministrstvu, ki so me v teh mesecih spoznali, skupaj s kolegi v stranki, skupaj s kolegi v vladi in skupaj s celotno javnostjo, ki bo o vsem skupaj tudi še naprej podajala svoje mnenje. Slovenija, 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 kulturac. Tečeš? Preveč kulturno pa očitno ni šlo tudi v kulturi. Režiser Mitja Okorn nam je letos namreč povedal, da ga na Ministrstvu za kulturo jebejo v glavo. Sicer za velik denar, ampak vseeno, Slovenka pač ni. Poglejmo. Na Filmskem skladu za filme je bil razpis decembra in da nekateri že snemajo filme, jaz pa še vedno nisem dobil odgovor iz Filmskega sklada in da vsakič, ko tja pokličem, mi rečejo, ja, čez en teden poklične. Še ne vemo, dobro kaže, pa včasih malo slabo kaže in hočem reči, da me Denis Miklavčič in celo kulturno ministrstvo najverjetno z Majdo Širco in Stojnom Pelkom na čelu jebe v glavo. Za Slovenko so dali 1 532 102 evra, 1 532 102 evra, zgodi se pa nič noter, 4 ljudje se v parih sobah pogovarjajo. In pa meni rečejo, pa meni rečejo, kako sem dal velik budžet. Se upravičujem, v mojem prvem kadru filma Član se bo zgodilo več kot v celom filmu Slovenka. Se pravi, moj prvi kadar je bolj drag, kot cel ta film Slovenka. Se pravi, je mogel nekdo orang pobasati v žep. In vsi ostali filmi tudi, ker se nič ne zgodi, 5 ljudi se pogovarja na close-upih, sem pozabil, policijski avtomobili se peljejo čez Ljubljano. Se pravi, kam je šlo, alo gre nekdo vprašati Kozoleta, pa Danijela Hočevara, kam je šlo 1 532 102 evra. In jaz grem zdaj staviti. Kaskaderko so imeli. Stari, kaskaderka, ki je visela iz bloka. Poglej, tu pa tam, visul sem za ston, se pravi za ston, sem visul iz mosta dol, ker valjda ni glavni igralec hotel, sem visul z mosta dol in oni bojo meni prodajali, da je to full stal. My ass. Več svetlega pa morda lahko pričakujemo na glasbeni sceni. Letos se je namreč po predolgem času vrnil Brane Rončel in v Kino Šiška pripeljal vse, kar je zadnjih 5 let odšlo mimo Ljubljane. Tukaj je odlomek intervjuja z koncerta Tonija Elena. Hej, Čuk! Veš, kaj sem mislil? Se mi zdi, da mu je ful žal. Kva, si že razmišljati začel, ali kaj? Ko je bil Nils Peter Molvar pri nas, so ljudje rekli, ja, a jo ti težil, perfektni slovenščini, a jo težil. So rekli, ne bojo težili, vi so vse te in odprite ušesa in vas bojo peljali. Uro pa pol, 2 boste šli drugam. Razmišljali boste stvari, ki jih sicer ne razmišljate. Ampak enemu delu politike seveda ni v interesu, da ljudje mislijo z lastno glavo. In tu potem nastopijo momenti. Skratka, kreativne sile je treba takoj poklopiti in jih skenslati in to je znano že skozi zgodovino. In jaz sem vesel, da mi zdaj gremo v drugo smer, da je sonce posijalo in da prihajajo k nam bendi, ki sicer ne bi prišli. Še vreme? Še vreme. Za najlepši konec pa še Magnifico in njegova pesmica za novo leto. Za vse. Novo leto? Ni to tako? Ne, ni za novo leto. Ne. Za Božič. Ne, kako za Božič? Za Božič je že bil. Give me money bomo dali. Ja. Imam eno 2 pesmico za novo leto. Če mi da priložnost, da kar ti povem, za vse je naslov, ne? Da je zdravja in sreče za vse, ljubezni in vina za vse in nam je res lahko bolj kurat za vse.